kakšna bo davčna reforma, ali bo resna ali bo samo kozmetična, seveda ni odvisno samo od Ministrstva za finance in ministra za finance, ampak je bistveno bolj odvisno od tega, kakšen bo odnos oziroma pristop celotne vlade do tega problema. Mi ocenjujemo, da je v tem trenutku morda celo minister Mramor bolj naklonjen reformam kot pa večina ostalih ministrov. V tem hipu je na mizi dokaj jasna slika. Na eni strani sindikati javnega sektorja z željo po odpravi tako imenovanih varčevalnih ukrepov v višini 380 milijonov evrov za 160 tisoč uslužbencev, javnih uslužbencev. Ob dejstvu, da je pa povprečna plača javnega sektorja v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami pa višja, kot je pa gospodarskega sektorja. Na drugi strani smo na Gospodarski zbornici Slovenije skupaj z Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije pripravili in ponujamo davčno reformo, ki bi prinesla 328 milijonov evrov, ki bi zvišala neto plače za 577 tisoč zaposlenih v gospodarstvu in v javnem sektorju. Od Vlade Republike Slovenije je odvisno, komu bo bolj prisluhnila, ali 570 tisoč zaposlenim ali samo 160 tisoč volivcem. Naša želja je, da bi se prisluhnilo prvim, ker so vanjo udeleženi tudi v precejšnjem številu javni uslužbenci. In pričakujemo, da bo vlada pri svojih končnih odločitvah bolj upoštevala glas gospodarstva oziroma vseh delodajalskih organizacij. Hvala. Danes sem tukaj z svojimi ministri in državnimi sekretarji, da bomo skozi cel dan v neposredni diskusiji prisluhnili predlogom, ki nam jih posredujejo predstavniki gospodarske zbornice in tujih investitorjev in drugih deležnikov v gospodarstvu. Vlada se zaveda, da mora narediti nadaljnje korake v vzpostavljanju še bolj varnega, privlačnega, predvidljivega poslovnega okolja in del takšne politike vlade, ki že kaže pozitivne rezultate, je seveda tudi ustrezen pristop na davčnem področju. Zavzemam se za to, da vlada izvede tako imenovano mini davčno reformo, da izvede določeno prestrukturiranje davčnih bremen v korist gospodarstva in posledično v korist celotne družbe. Seveda pa do tega moramo priti po temeljitem premisleku in to delamo tudi danes. Seveda moji ministri so bili v predhodnih tednih tudi v stiku z mnogimi drugimi deležniki, nenazadnje tudi mnogimi drugimi gospodarskimi združenji in gospodarstveniki samimi. Mora pa seveda vlada, in zato moram skrbeti kot predsednik vlade, imeti pred očmi celotno družbeno sliko. Moramo zagotavljati tudi čim boljše šolstvo in predvsem povezanost izobraževanja na vseh nivojih z gospodarstvom. Moramo zagotavljati bistveno več razvoja na področju poklicnih izobraževanj. Moramo razvijati vse ostale sfere družbe, ki so pomembne za gospodarstvo, tudi kulturo, tudi šport, vse, kar pomaga k promociji Slovenije, k turizmu, gospodarskemu razvoju. In v tem kontekstu moramo seveda nenazadnje tudi poskrbeti za reforme oziroma ustrezne spremembe na zdravstvenem področju, moramo nadaljevati z pokojninsko reformo in z vsem tistim, kar bo pravzaprav pripomoglo tudi k učinkovitejšemu gospodarstvu, k bolj kompetentni in usposobljeni delovni sili in k večji privlačnosti Slovenije tudi za tuje investitorje. Kot rečeno, danes smo tu zato, da prisluhnemo gospodarstvenikom, tudi tujim investitorjem še posebej. V torek se bom v ožjem krogu posvetoval v okviru svojega posvetovalnega organa z nekaterimi
uglednimi, uspešnimi gospodarstveniki in ministri. Potem pa bomo seveda počasi razpravo prenesli na politično raven, kjer bo treba tako znotraj koalicije, kot tudi širše v državnem zboru na koncu vrednotiti, kateri so tisti ukrepi na področju davščin, s katerimi lahko v ustrezni meri razbremenimo, bi rekel, gospodarstvenike do te mere, da bodo lahko še vedno zaposlovali in še bolj zaposlovali, da bodo lahko izvažali, da bodo lahko s povečano potrošnjo v Sloveniji zaslužili tudi doma in da bomo na koncu vsi imeli nekaj od tega, tako država kot še posebej potrošniki, in da bomo predvsem omogočili nove in nove zaposlitve in ohranili Slovenijo v tisti njeni najboljši drži, ki pomeni veliko inovacij, veliko usmerjenosti v izvoz in seveda s tem tudi neko odprto in varno družbo.